Ob sebi pa zdaj pozdravljam Metko Spletko. Malce preizkušam nove izraze, ti je všeč? No, raje še malce razmisliva. Je pa res, da bova govorili o dogajanju na spletu. Na YouTubeu po številu ogledov vodi prispevek o številu pi, kaj pa na TikToku? Prva aprilska šala o prepovedi nošenja trenirk v šolah. Ogledali ste si jo več kot 230 000-krat. Sodeč po komentarjih ste jo vzeli čisto zares. Ja, dobro ste nas nahecali, tudi jaz sem za trenutek verjela. No, TikTok sicer ni na prvem mestu po izbiri mladih. Po raziskavah o rabi tehnologij med mladimi je to še vedno Snapchat. Več o tem bomo poročali v naslednjih infodromih. Naj pa omenim podatek, da se več kot 70% osnovnošolcev vsak dan pogovarja po aplikacijah na družbenih omrežjih. Nekateri ste vključeni tudi v skupinske pogovore, marsikje kar celi razredi. Nas pa je zanimalo, kako je, ko je posameznik iz take skupine izključen. O tem sem se pogovarjala s psihologinjo in učenci na osnovni šoli Martina Krpana v Ljubljani. Ker smo imeli Viber grupo in smo izključili tistega, ki je pošiljal neprimerne stvari gor in se je nam zdelo moteče. Ena možnost je, da so to učenci, ki se ne vedejo tako, kot večina pričakuje. Ki je našo razredno skupino na Viberu klical in je to velikokrat ponovil, kar nas je zelo motilo. Mladi izključujejo tudi druge iz skupin, zaradi tega, ker so drugačni, kakor pa so oni. Lahko je to način oblačenja, način govora, lahko je to drug jezik, narodnost, kultura, družinske značilnosti. So izločili mene pa par mojih zelo dobrih prijateljev, zaradi tega, ker smo imeli boljše ocene od njih. Počutil sem se v redu, normalno, zato ker sem vedel, da so me izključili zato, da bi me izzivali. Če me ne bi dodali v neko skupino, ne bi vedel, zakaj so me izključili. Verjetno bi se spraševal, kaj sem jaz narobe naredil. Oddaljeno od mojega razreda. Izgubiti tisti občutek varnosti v skupini, povezanosti in pa tudi občutek pripadnosti tej skupini. Ta občutek je pa v bistvu za nek zdrav razvoj posameznika zelo pomemben. Če bi se pa zgodilo, da bi nekoga tako prav namerno izločili, povedala bi mu ali pa ji, da ni sama. Bi predlagala, da pač pove razredničarki, da se pač pogovorijo o tem na razredni uri. Da poskuša ta oseba pri učencih spodbujati empatijo, da se oživijo v to osebo, ki se ji to dogaja. Ja, meni se zdi, da je vsi učenci iz razreda morali biti v grupi. Smo želeli imeti eno skupino, kjer res lahko vsi pogledajo sporočila in da pač lahko vsak prispeva k temu, če kdo ve kaj več, da smo si pomagali.